Pozdravljeni! Mnogokrat lahko zasledimo, da mehkejša mešanica pnevmatike je hitrejša od one tršne. A danes bomo videli, da pravzaprav ni zmeraj tako in da mnogokrat takšna posplošena prepričanja lahko nas, navdušence, pripeljejo v velikansko zmoto. Verjetno se v tem trenutku marsikdo izmed vas sprašuje, če je z menoj vse v najlepšem redu. Namreč svojo izjavo sem pravzaprav postavil na glavo eno izmed najbolj usidranih prepričanj, ki se dotikajo pnevmatik. Namreč to, da mehkejša kot je mešanica pnevmatike, hitrejši bo bolid, ki jo ima seveda v uporabi. A videli bomo v naslednjih minutah kar nekaj primerov, ko to ne drži, in spoznali, da neko posplošeno prepričanje seveda mnogokrat nas, navdušence, dobesedno zavaja. In seveda marsikdo bo sedaj dejal, vsaj ponavadi vidimo, da tista najmehkejša mešanica pnevmatik res je ona najhitrejša. Vidimo to lahko na primer na samih kvalifikacijah, kjer pravzaprav v končnem delu ne vidimo, da bi kdo uporabljal ono srednjo. A v resnici obstajajo primeri, ko je lahko tudi najmehkejša mešanica na razpolago v bistvu premehka za kvalifikacijski krog. In tu bi vam dal primer, ko na primer bolid v samem krogu shrani preveč energije v pnevmatike. Tu imamo Mercedes 2V10, kar ni toliko pomembno. Pomembno je, da ima maketa nataknjene pnevmatike z rdečim napisom. In seveda, verjetno je marsikdo izmed vas opazil, da kdaj se zgodi, da je tretji sektor tisti, kjer pravzaprav bolidi začnejo skrivnostno izgubljati hitrost. In to prav zaradi tega, ker pnevmatike, tiste najmehkejše mešanice, ne vzdržijo tistega temperaturnega skoka. Pregrejejo se in v zadnjem delu kroga ne nudijo tistega oprijema. Čeprav grafika Pirellija piše, da prav ta izbor naj bi bil oni najboljši. In zato ste mnogokrat opazili, da vozniki odpeljejo na primer prvi in drugi sektor malce počasneje, prav zaradi tega, da v tretjem sektorju hitrega kroga ne bi imeli težav. A prav ta posplošitev, ki jo vidimo pri Pirelliju, mnogokrat zavaja navdušence. Namreč videli bomo v dveh grafih, kako je lahko tista trša mešanica v bistvu hitrejša. O degradaciji samih pnevmatik smo mnogokrat govorili. In če si pogledamo ta graf, bomo hitro videli, na kaj mislim. Namreč, ukolikor bi začela na primer srednja mešanica pnevmatik že kazati prve znake degradacije, bi ona najtrša vztrajala na svoji liniji v svojem ritmu. In ukolikor bi voznik z srednjo mešanico nadaljeval, bi seveda v tistem trenutku na progi bil voznik s tršo mešanico v veliki prednosti. In takrat, v tistem trenutku, uganili ste, je trša mešanica pnevmatike bistveno hitrejša od one srednje. In tudi, če ne pride do same degradacije, je pri pnevmatikah tako imenovan obrat ritma. Tu lahko vidimo na tem drugem grafu, kjer je primerjava med mešanico soft in mešanico medium. Vidimo lahko lepo, da do neke točke je res tista pnevmatika z rdečim napisom v prednosti. A po določenem številu krogov sledi preobrat.
In takrat postane bistveno hitrejša pneumatika medium. In torej zopet smo dobili dokaz, da tudi trše mešanice so lahko hitrejše od onih mehkejših. A obstaja še en zanimiv primer. Mnogokrat me lahko slišite, kako razpravljam o delovni temperaturi pneumatik. In verjamem, marsikomu izmed vas grem pošteno na živce. Ampak predstavljamo si lahko nek primer. Naprimer, da na določeni veliki nagradi se vremenski pogoji toliko spremenijo, da je temperatura asfalta bistveno višja od one pričakovane. Ne govorimo o spremembi, naprimer, 10 stopinj Celzija, ampak morda o spremembi 20 ali 30 stopinj. V takih temperaturnih pogojih mehkejša pneumatika bi se zopet pregrevala, podobno kot v tistem prvem primeru kvalifikacij. In s tem pregrevanjem bi lahko dosegli le to, da bi pneumatika začela kazati tiste znake, ki jih nihče ne želi videti. Govorimo o zrnjenju, govorimo o mehurjenju in še bi lahko našteval. Ali pa enostavno voznik mora znižati ritem. Nekaj, kar je pri onemu z tršo mešanico v bistvu nepomembno, kajti njegova delovna temperatura je bistveno višja. In seveda to pomeni, da v tistem danem trenutku pri enakih pogojih za oba tipa pneumatik je lahko tudi trša mešanica bistveno hitrejša od seveda mehkejši. A sedaj bo marsikdo dejal, da moji primeri so le neke izjeme, ki pa pravzaprav potrjujejo pravilo. A ogledali si bomo še zadnji primer, ki ga mnogokrat vidimo na dirkah za veliko nagrado. In seveda izpeljanka je iz tistega, kar sem povedal do sedaj. Namreč mnogokrat ste verjetno opazili tako imenovano prehitevanje skozi bokse. In zakaj gre? V bistvu imamo na progi dva konkurenta. In seveda imamo onega spredaj, ki je v tem primeru Ferrari, in imamo onega zadaj, ki je v tem primeru Red Bull. In zgodi se, da oni zadaj praktično onega spredaj ne mora prehiteti. Zato ste marsikdaj opazili, da oni zadaj gre krog pred v bokse. Kako mu uspe iti krog prej na postanek, je seveda izjemno enostavno razložiti. Namreč, ukolikor je razlika med prvim in drugim bolidom, tam med sekundo in pol, bo oni spredaj prevozil tisto križišče z vstopno potjo, ko bo oni zadaj lahko prosto na njo zapeljal. In seveda, ko se bo vrnil onaj zadaj na progo, bo imel med 20 in 30 sekundami zaostanka. A kot vidite na teh maketah, oni zadaj ima pneumatike z belim napisom, oni spredaj pneumatike z rumenim napisom. Z eno veliko razliko. Oni zadaj ima sveže pneumatike, novi set. Oni spredaj, ki se še ni ustavil, ima pa seveda obrabljen set. In v tistem danem trenutku, pri enakih pogojih za oba, je mnogokrat oni zadaj bistveno hitrejši. Toliko hitrejši, da ko se oni spredaj ustavi na svojem postanku, je situacija mnogokrat obrnjena. Tako da smo videli, da tudi trša mešanica pneumatik je marsikdaj hitrejša od onih mehkejših. Čeprav usplošeno mnogi pravijo, da ne. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.